Pravljični kotiček z Dijano na Timmy, kupite. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem o Amaliji, ki si želi kužka. So ušeska že napeta? Potem pa začnimo. Amalija je vstopila v dnevno sobo, kjer je njen očka sedel v svojem priljubljenem naslanjaču in bral časopis. Očka, je rekla, razmišljala sem. Oče je zavzdihnil, kajti to je običajno pomenilo težave. Bi lahko imeli kužka? Je vprašala Amalija. Lahko bi ga vzeli s seboj na sprehod v park in lahko bi spal v moji sobi in odganjal strahove. Ne, Amalija, ne moremo imeti kužka. Kužki veliko lajajo in potrebujejo veliko nege. Je zavzdihnila Amalija in žalostna odšla v svojo sobo. Toda kmalu je prišla nazaj. Očka, je rekla, če ne moremo imeti kužka, ali imamo lahko orla? Lahko bi mu naredili gnezdo in ne bi ga bilo treba voditi na sprehod. Ne, ne moremo imeti orla. Orli živijo v gorah in potrebujejo veliko prostora za letenje. Zelo bi bili nesrečni, če bi jih zaprli. Je zavzdihnila Amalija in žalostna odšla v svojo sobo. Toda nekaj minut kasneje je prišla nazaj in vprašala. Očka, če ne moremo imeti orla, ali imamo lahko konja? Lahko bi jezdila na njegovem hrbtu in dirjala po kuhinji. Amalija, draga, ne moremo imeti konja. Konji večino časa preživijo na travniku in za prehranjevanje potrebujejo veliko količino trave. Konj nikakor ne bi mogel živeti pri nas. Je zavzdihnila Amalija in žalostna odšla v svojo sobo. Toda kmalu se je vrnila. Očka, je rekla in mu sedla v naročje. Če ne moremo imeti konja, ali imamo lahko slona? Zjutraj bi me zbudil s svojim trobljenjem in obljubim, da bom takoj vstala in se odpravila v šolo. Slon, Amalija, je zelo velik. Tako velik, da bi ga komaj stlačili v to sobo. Sloni radi živijo na odprtem in se drgnejo ob drevesa. Ne, ne moremo imeti slona. Poleg tega ne bi mogel skozi vrata. Zdaj pa pojdi v svojo sobo in se igraj. Je zavzdihnila Amalija in žalostna odšla v svojo sobo. Oče se je ravno posvetil branju časopisa, ko se je Amalija spet vrnila. Očka, če ne moremo imeti slona, ali imamo lahko kita? Lahko bi me prevažal na svojem hrbtu in me dvigoval v zrak. Amalija, kiti so ogromni, večji so kot naša hiša. Poleg tega potrebujejo morje in ogromno količino vode. Lahko bi ga imeli v banji, je v upanju rekla Amalija. Amalija, še zadnjič ti povem, da ne bomo imeli kita, niti tigra, krokodila, kenguruja, povodnega konja ali dinozavra. Zdaj se pa prosim pojdi igrat v svojo sobo in me pusti, da v miru preberem časopis. Je zavzdihnila Amalija in žalostna odšla v svojo sobo. A kmalu je bila spet nazaj. Očka, če ne moremo imeti orla, konja, slona, kita, tigra, krokodila, kenguruja, povodnega konja in dinozavra, ali imamo lahko kužka? 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 Amalija, to je vendar čudovita ideja. Lahko bi ga vzeli s seboj na sprehod v park in lahko bi spal v tvoji sobi in odganjal nočne pošasti. Seveda, brez najmanjšega problema lahko dobiš kužka. Amalija je skočila očku v objem in ga poljubila.
O, hvala, očka, hvala, je rekla. Ti si najboljši očka na svetu. Potem je z nasmeškom odšla v svojo sobo. Svoja starša je imela strašansko rada. Čeprav sta včasih potrebovala malce več časa, da sta ugotovila, da bosta z njeno željo tudi sama veliko pridobila. Eno pa le drži, če si nečesa dovolj močno želimo, se slej ko prej uresniči. Zdaj pa otroci, oči zaprite, z mehko dekico se pokrite. Jutri pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in sladke sanje.